Zdaj dajmo končati replike. Najprej se je prijavil Janez, potem Nuška je že obdelala svojo repliko, pa Gorazd je, no pa še potem Dejan pa Robert, ja? No, ko je govorila Nuška o aktivnosti zavoda, bi jaz dal samo primer. Poglejte, imamo turistično društvo, kjer tudi sam delujem, ki se ponaša z 130-letnico in je organizira vsako leto kar nekaj projektov. Vsako leto gremo iz turističnega društva v Lipnico, ko imajo nedolgo nazaj, zahvala jeseni. Še enkrat nisem videl, pa že zdaj par let hodim, da bi se nekdo iz zavoda udeležil nekaj takšnega, pa bi videl, kako mesto živi od jutra do večera, tako da ne moreš čez tisti glavni trg skozi se prebiti. To sem želel povedati in mislim, da je to poglavitna naloga, kje in na kak način se kujejo te naše strokovnjaki, ki so prevzeli takšno nalogo. Hvala lepa, potem prosim Gorazd, replika. Meni je res grozno to poslušati. Jaz bi dal en nasvet drugič, ko bo plan kritizirati nekaj takega, dajte še povabiti koga, da se bo vse možno zbraniti. To je res neokusno poslušati. Zdaj se pogovarjamo o vlogi župana in mestnega sveta. Vdali smo pa po zavodu, koliko se le da, jaz pa mislim, vsi tu govorimo, kako je treba mlade vključiti, kako je treba mlado energijo vključiti, ko nekomu dejansko uspe. Samo malo. Po zavodu nihče ni toliko. Vidimo pa iz prakse, da je dejavnosti. Dobro, lahko zaključim, pa bomo potli še, zagotovo še bo publika. Mislim, da je bila debata dokaj konstruktivna. Ja. Dobro, omenjene so bile javne službe, no, pa prosim, ker že imam zdaj mi že malo tu preseda, pa danes že tretje soočenje, pa že res težko to prenašam, no. Javne službe so komunalno podjetje in ko nekdo začne razlagati, da bo za turizem skrbelo komunalne podjetje, mene postane strah. Če vas ne, vam vera, mene rada strah, ko to čujem. Kar se pa tiče storitev javnih služb, jaz sem že večkrat povedal, v našem mestu si moramo priznati, da imamo nekvalitetne javne storitve in drage javne storitve, ne samo javnih služb, kar vse po vrsti. In tu bo treba res nekaj narediti. In to, samo ne zaključim. Če niso prisotni... Vredno. Pa ne, nič jaz nisem, jaz sem kritiziral po... Pardon, to ni kritika. Ok. Da zaključim, samo plastični primer, da bomo vedeli, o čem govorimo. Okrasitev mestnega jedra za Božič, se pravi decembrska okrasitev. Finanskih imamo na voljo je 16 000 evrov. Da lučke se obesijo gor, naše javne službe, naše podjetje, 100% lasi, pride 16 000 evrov. Pa mislim, da sem vse povedal. Hvala lepa. Robert? Evo, bom res kratek. Najprej... Najprej na kratko Dejano, jaz sem malo presrečen, ti kot biznismen, pa sem se skoraj, preden se za Majnika odločil skoraj za tebe, ampak turizem je ena redkih gospodarskih panog globalno, ko je konstantno rasla tudi med krizo. To je treba vedeti, to je dejstvo in to je v Sloveniji in v svetu. Tako da to ni problem, zakaj mi ne bi imeli turistov. Problem, da še povem pri Zavodu za turizem, je povedal aktualni podžupan, da so tam ljudje, ki delajo zavzeto. Ampak mi ne rabimo ljudi, ki delajo zavzeto, mi rabimo strokovnjake, mi rabimo tiste, ki vejo, kaj delajo. In jaz pogrešam, da občina, pa tudi preko Zavoda za turizem, nima strateških partnerjev. S kom pa dela? Hodi okrog, pa malo promovira sam sebe in Ptuj. Kaj pa strateški partneri? Kdo bo pri nas gradil hotele? Kdo bo tržil potovanja na Ptuj in tako naprej? Hvala lepa. Dejan? Ne, mogoče ravno, ko si izpostavil. Prej je bilo povedano, da je 50% nočitev v tujih, ne? Nekaj čez 51. No, pa kakorkoli, ne? Se pravi, ta odstotek je znal biti verjetno v tistem razmerju v obdobju krize. V Sloveniji je 73% tujih nočitev, na tujih je 51%, ampak smo res, da smo leta 2017 prvič prišli 50% tujih nočitev. Ja, no, kar hočem povedati, kriza je bila globalna, praviš, Robert, da se je kljub temu trend dvigoval, ampak pazi, 50% je bilo samo, oziroma takrat še manj tujih turistov. Pri nas je pa kriza tako prizadela, da je teh 50% manjkalo v teh številkah.
Slovenija rasla? Slovenija generalno ne more rasti, če ni denarja. Če je pa kriza, vemo, kako to poteka. Se pravi, vemo, kako tudi je naše ekonomsko stanje, ne? Oziroma koliko je to minimalne plače in tako dalje. Kakorkoli. Se pravi, svetniška skupina SMC-a je se seznanila z delom Zavoda za turizem. Verjamem, da ste nekateri od vas sodelovali pri strategiji turizma na Ptuju v prihodnem obdobju. In nekatere zadeve ste sigurno participirali, se pravi, ste svoje znanje, izkušnje preteklih obdobij vključili v to strategijo. Se pravi, strategija je zapisana. In vekolikor je pač potrebno še karkoli modificirati minimalno, je pač potrebno, ampak pot ste začrtali. Se pravi, vizija je, cilji so, v tem ste vsi soglašali, ker je bila sprejeta. Se pravi, je treba samo izvajati, treba dati pogoje za to, da se bo to lahko realiziralo. Hvala lepa. Andrej še se prijavil za repliko. Ja, dva izziva, o katerih govorim. Prvič, koga hočemo na Ptuju, ali so to turisti, ki bodo preko Kuponkota in Megabona prišli na Ptuj in bodo celi čas bivanja v hotelu, v bazenu, ali bodo to kakšni drugi gostje, ki bodo šli tudi kaj ven. In pa drugo, velik izziv bo seveda tudi vprašanje Sava Group. Sami veste, da je ta skupina zelo zadolžena, pred kratkim so prodali tudi hotel v Lendavi za 9 milijonov evrov in nimajo svojih sredstev, da bi lahko investirali, že za tekoče vzdrževanje.